Dobrodošli, drage gledalke in gledalci, v še eni oddaji Potencial moje mladosti na TV Ljubljana. Danes vam bom predstavil enega res zanimivega gosta z zelo zanimivo izkušnjo, ki je na lastni koži doživel tako izjemne, dobre, pozitivne učinke podjetništva, kot tudi tiste malo bolj težke izkušnje. Tako da imam danes res zanimivega sogovornika, ki vam bo predstavil vse vidike podjetniške poti v vseh plasteh realnosti. Tako da, Kristjan, pozdravljen. Zdravo, zdravo. Zelo sem vesel, da si se odzval mojemu povabilu in v bistvu mi je bilo zanimivo, da si takoj rekel, ja, to zgodbo je pa treba povedati tudi drugim, ne? Si se takoj odzval? Ja, zakaj je temu tako? Preden te predstaviva, no? Ja, hvala za povabilo. V bistvu temu je zato, mi raje povemo, kaj delamo, raje to pokažemo. Vsaka priložnost, ki dobimo, smo zelo veseli za njo. Tudi s tem se učimo, kako se nekako gremo ven iz svojega comfort zona, no? Okay. Tako da je zato pa smo vedno pripravljeni, pa se pravimo čim bolj prisiliti to. No. Torej bi rekel, da tvoja vloga ni naravna, da bi se promoviral, marketing je tudi nekaj, kar se podjetnik mora priučiti na poti, da lahko preživi? Ja, sicer jaz sem zdaj malo že izgubil tega, bom rekel, strahu, nekako se že pravim, bom rekel, sem že malo se navadil, sem že imel nekaj takih podobnih, mislim, tazga še ne, no, ampak podobnih intervjujev za sabo, ampak ja, moraš, če ti ne boš predstavil zgodbe, drug namesto tebe noben ne bo, tako da na koncu itak nimaš izbere, pa moraš čim prej se navaditi. Dobro izhodišče, to tudi sovpada s tem, kar jaz počnem, se dotaknemo malo pozneje, Okay. ampak ja, tokrat te pa bom nekdo drug predstavljen, sicer jaz, tako da bo publika vedela, da si torej Kristjan Stopar iz podjetja Humanodoro, ne, tudi zanimivo tako ime. Bomo videli tudi, odkod izhaja, boš tudi povedal. Predvsem je pa zanimiva res vaša inovacija, ki se spopada z eno tako res velikim izzivom današnjega časa, pravzaprav odvisnostjo. Tako da bi te povabil uvodoma, da poveš malo več o sebi, o vašem podjetju, kako ste in kdaj začeli. In ena zanimiva stvar pri vas mi je to podporno okolje, iz katerega ste izhajali, ne? Koliko vam je to pomagali in v katerih podpornih okoljih ste začeli in kaj bi svetovali tudi novim mladim Kristjanom, ki začenjajo neko novo zgodbo? Ja, v bistvu mi smo lansko leto nekje februarja se je zgodba, bom rekel, bolj uradno začela, no. Ideja je bila že nekaj mesecev pred tem, sva z soustanoviteljem Urbanom Košletom, tudi mojim najboljšim prijateljem, sva v bistvu ustanovila firmo. Tako se je nekako to začelo, potem seveda prvih par mesecev je bilo še nekaj, bom rekel, dela za nazaj za podelati, ker smo imeli neke prejšnje stranke, nove stranke, pa nekako proti koncu lanskega leta se je pa dejansko ta Humanodoro 5, Humanodoro zgodba začela odvijati v ta produktni del, ne? Tudi to, kar v bistvu je naše glavno poslanstvo. Ja, seveda, mi smo, ko smo začeli firmo, smo jo ustanovili, nekje je bilo treba imeti prostore, oziroma smo našli podporno okolje. Najprej smo našli ta svoj dom in še zdaj imamo tam sedež na razvojnem centru Novo mesto, potem pa kasneje so se tudi povezali, pa so nas zelo lepo sprejeli, pa tudi Katapult v Trbovlju. Ja. Tako da imamo taka dva domova, no, ki nas v bistvu podporno okolje, ki nas dejansko zelo podpirata, no. Zdaj, Katapult je eno tako razvojno okolje, ne, in vi, ki ste del tega, vam reče tudi mladi akrobati, ne, akrobati, tako da to mi je tudi ta zanimiva zgodba, mogoče malo pozneje o tem tudi spregovoriva. Mogoče za začetek malo poveš več o samem produktu in kaj pravzaprav rešuje, kaj je vaše poslanstvo, kaj je vaša vizija in benefiti vašega izdelka? Ja, torej produkt rešuje problem prekomerne uporabe telefona. Pri nekaterih je to odvisnost, mi ne rešujemo nujno odvisnosti, rešujemo to že v bistvu, mislim, da v bistvu je po domače povedano je habit builder, torej stvar, ki ti pomaga pri tem, da uporabljaš telefon manj, bolj na zdrav način. Sem tudi prinesel enega s sabo. Tako je, ja, super. Tako da lahko pokažem. Ker pokaživa v kamero. Ja, tole je dejansko ta pametna ploščica Humanodoro 5, zraven prije še Humanodoro aplikacija in dejansko je koncept tak, da te ta aplikacija skozi gamification pa ta sistem povezovanja s prijatelji preko aplikacije poskuša spraviti do tega, da bi imel telefon čim dlje gor na pametni podlagi. Tako da v bistvu je tako malo za zmanjševanje, kot pa tudi malo za fokus, recimo je pa neka pomodoro tehnika za učenje, pa karkoli, no. To je ta produkt usmerjen.
Naredili smo ga pa v bistvu zato, ker smo z solastnikom, z soustanoviteljem smo izhajali v bistvu iz lastnih stisk, ne, lastne odvisnosti od telefona, pa tudi trendi, študije, veliko stvari pač se nanaša na to, da dejansko je to kar tak družbeni problem, ki je v eksponentnem porastu. Mogoče bi še to omenil, ker nas zmeraj vprašajo, ali nas zdaj celo kdo tako malo izzove. Mi nismo proti tehnologiji, mi v bistvu jo ljubimo, mi smo tehnološko podjetje, vsi imamo telefone, vsi imamo latest prenosnike, ne vem, kaj vse si kupujemo, ne? Ampak finta je v tem, da pa je pa ta paradoks telefona, pač, da je zelo uporabno orodje, ko ga je pa pač preveč, ekscesno preveč, pa enostavno je škodljiv. Ne? In mi v bistvu to poskušamo nekako, ne da ti ga nočemo vzeti tehnologijo, ampak dejansko, da bi jo na nek tak bolj smiselen način uporabljal, da si v bistvu še vedno produktiven, ne pa da je to pa že škodljivo. Tudi neka trajnostna uporaba, ne, taka zmerna, to je vaše poslanstvo. Ne. A mogoče bi celo lahko potegnili neke paralele zdaj med telefoni in bom rekel to umetno inteligenco, ki se pojavlja predvsem zdaj generative AI, ne, in vse te aplikacije, ki so nekako splavale na površje. Ne. Zdaj danes ne govorimo več samo o ChatGPT-ju, ki je bil en, bom rekel tak najbolj skomercializiran hit, ne, ampak imamo celo množico nekih namenskih orodij. Ne. Kot se to začneš s tem ukvarjati, ne, tudi jaz sem se malo iz potrebe poslovne, ja, lahko je zelo koristno orodje, absolutno ti lahko prihrani veliko časa in podobno je s telefonom, ne. Lahko te pa tudi posrka, ne, da si potem preveč odvisen. Ne bom rekel, da je popolnoma na mestu primerjava, ampak neke paralele mogoče iz nekega konteksta časa, ki se nam zdaj dogaja. Ne. Ja, zagotovo, ja. Vsaka stvar, ki jo pač tudi strup v zelo majhnih količinah je lahko pač antidot, ne, pač lahko dejansko te reši, ne. Tako da ja, jaz bi se strinjal s tem, ja, in pač AI je itak tega je zdaj, vsak dan pride nov breakthrough, vsak dan pride novo orodje in zagotovo je zelo velik pospeševalnik in podjetij in posameznikov, ne. Ampak ja, če ga pač ne znaš, oziroma na nek nepravilen način uporabljaš, pa preveč spet samo to, ne, tudi ni dobro, ne, tako da ja, se strinjam. Ja. Super, všeč mi je ta ideja gamifikacije. Mislim, da je to prihodnost, ne, da moraš fizični produkt povezati z digitalno neko izkušnjo. Ne. Kako ste se tega lotili? Kaj je poanta? Recimo, če nam na kratko pišeš. Ja, v bistvu mi smo razmišljali, torej, kako bi zdaj, torej glavni izziv je bil zdaj, kako se po domače povedano znebiti telefona oziroma preveč telefona, ne, ampak telefon je pa težko dati iz rok, ne, ker je tako dober, ne, ker je vse gor, ne, pa se telefon ni problem, ne, problem je gor Instagram, TikTok, Facebook, te stvari, ki te pač not potegnejo aplikacije, ne. In pa smo v bistvu razmišljali, da pač mi potrebujemo, da bi naredili nek prostor za telefon, ne, da kamor ga lahko položiš, ne, potem pa zraven seveda neko aplikacijo, ki te bo skozi ta sistem gamifikacije tega mehanizma nagrajevanja, kaznovanja, ne, s prijatelji dejansko, ne. Mi temu rečemo screen time buddy, da poiščeš svojega screen time buddyja, ne, in potem z nekom greš skozi to, ne, da te pač potegne noter pa te drži, ne, ker to je tako, ne, kot recimo pri alkoholikih, recimo, ne, če ti si, ali pa pri telefonu, če si doma sam recimo na kavču, ne, pa gledaš televizor, ne, pa boš imel tam neko flašo vina, pa imaš težavo, ne, pač kaj te bo zdaj preprečilo, ne, in oni na podoben način tudi tako rešujejo težave, da v bistvu grejo pa recimo v družbi teh anonimnih alkoholikov, pa jaz ne bi to povezoval, mi nismo zdaj samo odvisnost, ne, ampak to, če dam neko primerjavo, ne, recimo, ne, tam si tudi poišče svojega sponzorja, mentorja, ne, in to je ta princip. Accountability buddy, tudi temu rečemo. Tako, accountability buddy oziroma pri nas je to pač screen time buddy, ne. Super, všeč mi je tudi dobre analogije, imaš te metafore, tako da mi je zelo všeč. Tako da zelo zaenkrat mi je izjemno zanimiv pogovor, ki pa ga bom za trenutek samo prekinila, kajti na vrsti so oglasni inserti, potem se pa naprej pogovarjamo s Kristjanom. Dobrodošli nazaj v oddaji Potencial moje mladosti. V moji družbi je še vedno Kristjan Stopar. Kristjan, načela sva zelo zanimive teme v prvem delu. Ti si, skratka, poimenovala sva te, omenila kot soustanovitelja, ne? Nekako trije ste del te zgodbe, primarno si pa omenil, da sta z Urbanom tudi nekako prijatelja še od prej, dolgoletna znanca. Zanima me res v praksi, tudi jaz sem imel neko podobno izkušnjo, me zanima, kako jo ti doživljaš, ne? Kako je to, ko si z nekom dober znanec, celo prijatelj in pa kar naenkrat posel. Posel je pa resno odgovorna stvar in slišal sem nažalost tudi vse preveč nekih zgodb, ko so se prijateljstva skrhala ali pa so obratno negativno vplivala na poslovno zgodbo. Kaj ti meniš o tem?
Ja, mogoče s tem začnem. V tej zgodbi tako trije smo kot solastniki firme. Jaz pa Urban sva jo soustanovila, pa se je pridružil še Matej Plešej, tudi moj bratranec. Ste trio, dio. Tako da smo trio, ja. Ampak ekipa je malo širša, lahko bi rekel, da nas je 5-6, no, part-time, full-time kombinacija. Drugače pa glede tega je pa tako, mi dva sva z Urbanom v bistvu najboljša prijatelja že iz srednje šole, no. Mislim, da se bliža 10 let, tako da se poznava že dolgo. No. In tudi nekako vedno, ko sva, že v srednje šole, ko sva bila, pa sva se družila, ne, sva vedno razmišljala, da bomo imela podjetje. To je bila nekako dejansko neka skupna vizija in ta zgodba se je vlekla potem skozi srednje šole, pa skozi faks, ne, pa potem tudi za naprej, ne, skozi do podjetja. Ne. Tudi vmes, ko smo šla nekam delati, ne, je bilo zanimivo, ne, da smo si en drugemu rekli, da pač zdaj gremo delati vmes za nekaj let, ne, nabirati malo izkušenj, malo denarja, malo vsega tega v bistvu skupaj, ne, ampak da ne bo kdo, da ne boš se tam, da ne boš tam ostal. Ostal v coni udobja. Ja, ne me zapustiti, ne, ta finta. Ne, in pol dejansko smo ostali. In dejansko nista, ne. Tako, ja, tako. Ja, je pa tako, pač, ko smo ustanovili firmo, tako kot zanimivost, no, so nam ljudje dejansko govorili, ali ne iti skupaj v firmo, ne, ali pa naj bo en, ker mi smo enakovredna solastnika, ne, ali naj bo en malo večji, en malo manjši, pa tako naprej, ne, kao, da se potem skregaš, pa to, pa kje bi tako rekel, no. Takrat, pa tudi zdaj v bistvu nisem videl nobene boljše osebe, s katero bi šel skupaj v firmo, noben me ne bi bolj zaupal, ne. Tudi zelo je pač izjemno sposoben, dejansko ne poznam nobenega bolj sposobnega človeka trenutno, kot je on, ne. Zelo izbrane besede za res lepo slišati, no. Mislim, pač enostavno je, pač izjemen je, briljanten je, no. In pač, in itak je bil to meč, ne, da smo šla skupaj v firmo, ne, je bilo tako pri nama, ne. Zdaj, če gremo v to zgodbo, bomo naredili nekaj velikega, ne, če se pa skregava, ne, upam, da tega ne bo prišlo, ne, pa tudi, kot kaže, ne bo, ne, ker znava to ločevati biznis pa personal, ne, ampak je pa tako, postavila se to pod riziko, ker mislila, da bo skupaj veliko bolj uspela, kot če bi šla pač vsak svoje pot, ne. Dajva reči tako, zelo sta pragmatično, realno pretehtala potencialne pluse, minuse, zavedata se vseh možnih scenarijev, ampak zaenkrat deluje tako, da je bila to prava odločitev. Ja, ja. Kako sta pa spremljala Medse, sprejela še tretjega člana, čeprav razume tudi solastnika v tem trenutku? Tako. Okay. Matej je pa tudi solastnik postal potem malo kasneje, ja. On je pa v bistvu pač tako, mi da so se z njim, moj bratranec tudi, no, mi z njim smo se začeli dosti pogovarjati o firmi, da je kar nekaj zanimivih pač predlogov, tako uvidel, no, in tudi mu kar precej zaupam, no, tako da je pol nekako naravno se to zgodilo, no, da je pol se pridružil, no, in tudi potem pomagal, no, ker je pač specialist na področju marketinga, ne, in tudi razume malo tuje trge še bolj, no, kot mi dva, ne, tako da je to bil tudi en tak manjkajoči člen. Ja, tako. Tako, pa tudi v bistvu, če bi tako čisto teoretično gledal, ne, med naju dvaju niso malo dinamike, ne, da ni 50-50, ampak je dejansko še en zraven, ne, ki ima pač del pač tega, ne, pravde glasovanja, ne, tako. Ja, sej to je bila ena stvar, nisem jo želel preveč zdaj v to drezati, ker si sam omenil, da se ti zdi, da je na koncu važen ta odnos in ampak ja, nikoli ne veš, ne, in mogoče je res dobro imeti nek ta večinski delež, ko se odločate pri nekaterih pomembnih zadevah, strateških usmeritev za prihodnost podjetja, ne. Zdaj, do teh prihodnih usmeritev, vizije za naprej, kaj vse Humanodoro bo ponudil svetu, sem prepričan, še prideva. Me pa zanima, ti imaš tako, sem bral o tebi, pa kar sta se pogovarjala, ne, zelo zanimive teorije. Vidi se, da si zelo analitičen človek, razmišljajoča, ne. Zanimivo je, ne, omenjaš to paralizo zaradi analize med drugima, ne. Precej si teh konceptov tudi prebral, poslušaš podcaste, kar so se pogovarjala, ne. V končni fazi praviš eno, s čimer se tudi zelo strinjam, ne, da moraš stvari v praksi preizkusiti, ne. Kaj pravzaprav je to paraliza zaradi analize? Ja, to tudi nam se je zgodilo, no, mogoče nama najprej, ne. Finta je pač v tem, da najprej, ko pač nekaj hočeš dati na trg, oziroma ko razmišljaš sploh, v katero idejo boš šel, da boš razvijal, pa pripeljal te stopnje, ne, že tako vsi preveč razvijamo, pa prekasneje damo na trg, ne, pa nam to vsi govorijo, ne, da moramo dati prej, pa še kar ne. Sploh Američani imajo filozofijo, ne, tako ja.
vsi govorijo, najprej postavil lender, pa boš prepričal, pa prodal, pa naredi, ne. To je ta finta, ne. In to je po eni strani prav, po drugi strani pa to težko narediti. Nekaj umestnega je Ja, treba tako, iskati, ja. ne. Ampak ja, pač ta paraliza je ta, da kar nisi zadovoljen, pa ne veš, če to res ali ni res, ne, ampak je pa pol na koncu pa v bistvu ugotoviš, da pa čim prej, ko greš, ne, tem hitreje, ko greš, fail fast, ne, tem boljše. Tako da ja, to pač je. Se pravi, če poenostaviva, to je neka paraliza, dajmo reči, ustavite upočasnitvoj napredek, pogosto ti nekako ne spusti, da narediš tisti začetni odločilni korak, da lahko potem na poti pivotiraš, se prilagajaš, ker preveč tehtaš scenarije, analiziraš, kaj bi lahko bilo, kaj je prav, kaj ni. Tako je. Ok, toliko, da malo tudi gledalci mogoče razumejo sam koncept. Bi rekel, da je to zelo pogosta neka pojav pri nekih podjetnikih začetnikih, sploh ko govorimo v kontekstu nekih bolj inovacij, ne, kot ste videli. No, glih to si zadev zdaj v živo, ne. Ne bom rekel, pa jaz spoštujem vse tipe podjetij, ne, vse tipe podjetnikov, ampak so pač tipi produktov, ki so bolj tako straightforward, ne. Absolutno. Kjer lahko, če ti recimo nekaj uvažaš, pa recimo naprej prodajaš, to sem primer recimo, ne, je tako, ne da nimaš kaj za filozofijo, ti imaš lahko veliko filozofijo. Poglejmo recimo, ne mislim, da tudi Jeff Bezos je začel s knjigami, ne, pa je zdaj, kje je, ne. Kako zdaj logistično Ja, narediti, ne, čisto druga zgodba, ampak tako hočem povedati, ene stvari so pač bolj straightforward, ne, recimo take zadeve, kot pa tudi naša, ne, pa ko smo hodili to vizijo, pa kam gremo, pa tako naprej, pa zgodba, pa to, ne, je pa bolj tudi tukaj se pa vrtiš veliko, tako da ko je malo kompleksnost produkta, inovacije višja, pa firme višja, pa je tudi kompleksnost tvojega razmišljanja višja in se kar vrtiš in pol včasih pač ne znaš točno naprej stopiti, ampak na koncu pa vidiš, da bi samo mogel iti, ne, ker lahko pa že popraviš, ne. Razumem, ja. Sej na nek način je logično, v bistvu inoviraš, daješ na trg nekaj, polniš neko vrzel, za katero niti ni nujno, da obstaja, ne. V tem primeru mislim, da polnite pravo vrzel oziroma je to nekaj, kar nagovarja dejansko potrebo, a ne. Trendi uporabe pametnih telefonov mislim, da naraščajo. Bi bil presenečen, če bi bila krivulja navzdol, mislim, da je navzgor, drastično. Mladi vedno bolj, vedno več je nekih drugih aplikacij, ki jih mogoče celo moja in tvoja generacija ne uporablja, pa zdaj nova generacija. Ja, kako misliš, da je, kako jih spodbuditi, predvsem mlade osebe, da bojo tehnologijo uporabljali v pravi namen, da jim bo koristila in ne obratno. Seveda, vaša rešitev to rešuje, ampak imaš še kakšen nasvet? Ja, v bistvu tako. Zdaj, pač pomembna je neka samokontrola in v bistvu zdaj jaz bi rekel razmišljati, kako do te samokontrole priti, ne. Zdaj, prva stvar je tako, da se zavedaš ali pa se ne zavedaš, to je finta. Recimo mi delamo razne analize, intervjuje, pa tudi kakšne ankete, pa te stvari recimo in zanimivo je, ne vem, na srednjih šolah recimo smo delali, ne, tako s tako generacijo, ne. Recimo rezultat je, da se dejansko nekje 67 do 70% po naših podatkih, ne, dijakov, dijakinj zaveda, da imajo težavo, ne. To je prva stvar, zavedanje, da imaš. Je vedno zavedanje, ja. Ker tisti 30%, ki se ne zavedajo, pa se noče zavedati, itak ne boš prepričal oziroma ne išče rešitev. Ko se zavedaš, pol v bistvu greš pa iskati rešitve. Zdaj, eno je pač Pomodoro pet, ne, ampak imaš tudi druge stvari, recimo, ne, tudi recimo zanimiva knjiga Atomic Habits, pa tako, taki mehanizmi so, s katerimi se lahko pač pomagaš, ne. Zdaj pa samo odvisno, koliko pomoči, ne, koliko samokontrole imaš, pa koliko pomoči pač rabiš. Rabiš. Dobro, Kristjan, hvala lepa za vse te uvide in sem prepričan, da zelo koristne nasvete, predvsem za mlado generacijo, ne, kako pristopati, se soočati s tem, kajti na koncu dneva nas tudi nekako okolica in mediji silijo nekako vedno bolj v uporabo tehnologije, ne. Ampak več o tem pa po kratkem odmoru. Ko imaš pred seboj zanimivega sogovornika, čas res prehitro teče in tudi tokrat je to primer, tako da pozdravljam še zadnjič danes Kristjana. Kristjan, odprla sva res veliko tematik, ne, od nekako tehnologije, odvisnosti le-te, kako jo uporabljati sebi v prid, vašo super rešitev, ki nekako nagovarja prekomerno uporabo, bova rekla, mogoče ne ravno odvisnost, a ne si se samo omejil, torej od mobilnih naprav. Me pa zanima zdaj tudi ta del podjetniški, a ne. Očitno si po duši res podjetnik. Glede na to, da v vmesnem času si imel neko zaposlitev, lahko bi verjetno se razvijal, rastel tam, imel relativno varnost, a ne, če to danes še obstaja, ampak vas je vleklo v podjetništvo. Zanimivo, pri tem, ko so se midva pogovarjala pred oddajo, a ne, veliko omenjaš ta človeški potencial.
in maksimiziranje človeškega potenciala, to je en tak izraz, predvsej pogosto v tvojem besednjaku. Več kot očitno je, da razmišljaš tudi naprej o širšem smislu, ne samo poslovnem in monetizaciji vaše poslovne ideje. Kaj bi povedal o tem? Kaj je tvoja vizija? Kaj misliš, da človeštvo, kam bi se moglo usmerjati v prihodnosti? Ja, torej za nas je človeštvo nekaj posebnega, zato tudi ime Humanodoro, ki iz tega ven izhaja v bistvu. Kaj točno pomeni? Ja, pač Humanodoro je humanodoro, humano človeštvo, doro je pa iz grščine, iz prijanka za darilo od Boga. Super. Pač to za nas človeštvo je. In pač tudi te produkti, ki smo začeli razvijati, in tudi to je naša načela na firmi, da vsak produkt, ki mi razvijemo in imamo tudi prihodnosti namen še več produktov razviti, mora pač maksimirati svoj potencial, v tem smislu, da kot ti kot posameznik dosežeš več in seštevki tega potem je kot družba dosežemo več. Ne? Odlično. In tako se maksimiziramo svoj potencial, maksimiziramo potencial družbe in ja, ta prvi produkt smo pač našli en problem, ki mi mislimo, da pač je hudo breme za družbo, v smislu pač prekomerna uporaba, celo odvisnost, kaj se naredi možganom in tako naprej, bila šla zdaj globoko, ne? In pač s tem mi zmanjšujemo svoj potencial, mi bi ga pač radi povečali nazaj, ne? In to je pač ta prva rešitev v tem smislu. Zakaj pa meniš, da sploh prihaja do tolikšne odvisnosti od uporabe telefona? Pogosto slišimo o dopamin efektu, kaj so še neke druge zanimive, recimo tukaj podprte raziskave? Kaj se sproža v človeškem telesu? Ja, v bistvu ja, ta dopamin je zagotovo ena velika stvar. Tudi pač, v bistvu je problem, mislim, te socialne mediji, ne, te platforme so zasnovane na način, premišljeno zasnovane na ta način, da te res potegne noter, ne, da v bistvu da še in ne moreš nehati, ne. Pa tudi telefon oziroma socialni mediji, to je taka posebna vrsta droga, če se lahko izrazim, ne, ki v bistvu je v družbi nekako, se pravi, noben je ne obsoja, ne. Recimo, če zdaj midva zdaj greva recimo jest, pa boš ti bil zdaj recimo na Instagramu, ne vem, pol ure, medtem ko bomo jela v tišini, ne, potem pač jaz bom si mogoče mislil, da je to nesramno, ampak ne bom pa tega obtožil, oziroma mimo, ko bo šel, ne bo nekdo na glas obtožil. Dajva reči, da ni to popolnoma družbeno, socialno nesprejemljivo. Ja, je tako, ja. In pač potem se to lahko v posamezniku pač potencira, ne? Ker on si pač se tudi sam v bistvu ne vpraša, ampak ko se vpraša, je že tako globoko, da mogoče pol ne zna ven prijeti iz tega. Razumem. Ja, zanimiva razlaga, ne? Tako, kot si rekel, je neka odvisnost, neka droga bi lahko rekli, ni pa kategorizirana v te najhujše droge in odvisnosti. Ne? Pa to, ne, da telefon je super orodje, vse stvari, ki so gor, so super, tudi to te maksimizira tvoj potencial, ne. Gor imaš mail, odgovoriš na mail recimo, ne, to ni slabo, ne. Ampak pač je pa tako, zraven mail aplikacija, ikonca z aplikacijo za mail je zraven Instagram ikonca lahko, ne. In te hitro premami, da pa namesto, da bi še nekaj na računalniku naredil, napisal, boš pač pritisnil na ikonca zraven, ne. Absolutno. V tem kontekstu me malo tudi zanima marketinško, ne. Vsi vemo, ja, seveda je vedno osnova dober izdelek, dobra storitev in to predvsem, da rešujemo neke izzive na trgu in neke težave, a ne. Vedno se moramo dati v kontekst, da nekomu rešujemo nek problem, takrat se vedno najde nek trg, a ne. Skratka, verjetno ste imeli tudi te vidike pri razvoju vašega produkta v mislih. Me pa zanima ta komercialni del, ne. Hitro je treba priti na trg, pa nekaj prodati, ne. Denar, tudi če ne delamo primarno za denar, denar je pomemben, ne. Zdaj iz dveh vidikov. Eno, kako priti do novih trgov, do novih strank, kako se marketinško lotiti take promocije tovrstnih izdelkov in inovacij. Drugi vidik pa me zanima, se mi zdi, da v družbi je še vedno neko zmotno prepričanje, če si podjetnik, pogosto to slišimo v našem okolju privatnik, ne, mogoče malo tako demonizirano in celo neka nevoščljivost je prisotna in tudi neka miselnost, da če si podjetnik, a pač vsaj če si 2-3 leta na trgu, da ti gre odlično, finančno, da si preskrbljen. Mogoče bi rad tudi te mite malo razblinil. Ti boš vedel iz prakse to povedati. Mogoče najprej za trga, ne, za trga v bistvu tako, da najprej smo se mogoče tudi mi narobe lotili. Najprej se lotiš tako, da v bistvu narediš neko reklamo ali pa nekaj, ne, pa je potem daš recimo na Google Ads, pa bo zdaj to cel svet videl in bo to cel svet kupil. Pa v bistvu ugotoviš čez par tednov, da te noben noče, da te svet v bistvu ne zanima, kar ti ponujaš. Ker je kruto, ne? Ker je kar kruto, ampak je realno.
In pol iz tega ven pa v bistvu ti začneš dejansko iskati trge, dejansko iskati, kje so tvoje stranke, oziroma kje so, tudi če so druge stranke, kje so stranke dejansko dovzetne za tvojo idejo. Ne? In tako pač se pol mi zdaj tudi povezujemo, ne vem, recimo z Logoutom smo se vmes povezali z eno organizacijo, pa tako naprej. Tako iščemo razne partnerje, ki so tam nekje zraven, ne? Ki imajo že nek dostop do teh ljudi, oziroma do ljudi, ki bi to zanimalo, community na internetu, tako tudi sami ga v bistvu ustvarjamo, ne? In pol iz tega ven izhajamo in se širimo. Ne? Super. Zdaj, kar se tiče pa pač, ja, podjetništvo je pa tako, se pravi, ja, jaz mislim, da veliko več ljudi bi se moglo odločiti za podjetništvo v Sloveniji, veliko premalo se jih odloča. Zakaj meniš tako? Zato, ker v bistvu je to tako, nekaj, po mojem mnenju, nekaj najbolj plemenitega, najbolj težkega hkrati, ampak to je taka neverjetna svoboda in ko to enkrat izkusiš, pa kreativnost ga lahko pokažeš, pač se mi zdi, da pol tudi sam lahko prispevaš veliko, pa tudi konec koncev za druga lahko ustvarjaš nova delovna mesta, spet neke Dodano vrednost v družbi. Zato se mi zdi pač, da če bi bilo tega še več, bi družba še bolj laufala, če bi to družba nazaj spodbujala, ne? Tako je ta zaprt krog mora biti. Ne? Ja, je pa seveda tako, da vsi seveda mislijo, čim si podjetnik, da pač imaš ogromne količine denarja, kar pa ni res, ker v bistvu začneš z neko količino denarja, ki se krči, stres pa delo se pa povišujeta, pa enkrat pač to se obrne, oziroma stres pa delo, po mojem, nikoli ne, ampak tako, pač moraš biti pripravljen priti do tega in pol enkrat seveda priješ do uspeha, ampak tako dostikrat, prevečkrat se mi zdi, da vidijo ljudje samo to na koncu ljudi, no. Mi nismo še tam, mi smo še na začetku, ne, prihajamo do tam, ampak tako, tudi ko pogledamo uspešne, zelo uspešne podjetnike, slovenske pa tuje, ne, je treba največ se naučiš iz tistih njihovih začetkov pa failov, ker tisto na koncu je brez veze. Ne. Res je, ja. Všeč mi je tudi to, ne, da si sam povedal, izpostavil, tukaj smo failali, ne, to bi drugače zdaj naredil. Ne. Tako da, evo, se mi zdi zelo poučno to izhodišče tudi za vse mlade, ki se želijo lotevati. Absolutno jih ne želi vas s tem odvrniti od podjetništva, nasprotno spodbuditi, probaj. Se na koncu lahko še vedno presodiš, da mogoče ni zate ali pa v tem trenutku ni zate, ampak poskusiti je pa se splača zase in za družbo. Ne. In v tem kontekstu razvoja me pa zanima, ok, kam se boste pa vi razvijali kot podjetje Humanodoro v prihodnosti, kaj je vizija po povedanem? Se mi zdi, da kar imate velike načrte. Ja, mi v podjetju, se pravi, zdaj se ukvarjamo s tem našim prvim produktom in tudi ta produkt zdaj v bistvu nadgrajujemo, ga hočemo narediti še boljšega, še bolj uporabnega, da dejansko pomaga v čim večji meri. Tu je predvsem, se pravi, ta smer, pa potem tudi mogoče kakšna dodatna verzija tega produkta še pride. Ne? Drugače pa ja, vizija je v bistvu imeti kasneje nek ekosistem oziroma še več naprav, ne nujno usmerjenih v screen time, še druge stvari, ki pač bojo vse bile s tem našim prvim načelom firme, maksimizacija človeškega potenciala, ne, razvita. Ne, in potem to je v bistvu naša vizija, da dejansko postanemo en tak provider teh naprav. Super, se pravi, nek ekosistem podobno kot Apple razvija, če malo potenciram, da si... To bi bilo brutalno, če bi to uspelo, ja. No, Kristjan, jaz imam toliko še vprašanj zate, ampak žal premalo časa, sva pri koncu oddaje. Upam, da te bom še kdaj lahko gostil. Sem vesel in počaščen, da smo tvojo zgodbo lahko predstavljeni slišali. Predvsem zaradi mladih, ki se bojo želeli podati na pot podjetništva ali pa inovacij, razmišljanja kreativnega, kakorkoli. Vse je to koristno za družbo. Me zanima tvoja zadnja misel, kaj bi jim povedal v nekaj stavkih. Mogoče, če kar gledalcem poveš. Ja, v bistvu jaz bi povedal tako na kratko, da če razmišljate o tem, da bi šli v podjetniško zgodbo, pejte čim prej, ne odlašati. Mi z co-founderjem smo odlašali nekaj mesecev, preden smo ustanovili firmo, pa že to se mi zdi tako, da je bilo nekaj let minilo vmesno, tako da pejte čim prej, ne se bati, pa v bistvu samo z glavo naprej. Pogum, nekaj vejo. Tako. Sproti se bomo že naučili. Tako, ja. Kristjan, res najlepša hvala, ker si bil moj gost. Hvala. Evo, do naslednjih zmag. Želimo vso srečo tebi in podjetju. Hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, prišli smo do konca še ene oddaje Potencial moje mladosti. Danes mislim, da smo veliko tega človeškega potenciala predvsem nagovorili, tako da naj vam bo to zaključna misel in vodilo za nadaljne ustvarjanje in podjetniške zmage. Hvala in se vidimo naslednjič.